pogledati Janez 11. poglavje. Poglejmo si, kaj nam Bog govori danes, haleluja. Prejšnji teden sem začel eno serijo, mislil sem, da jo bom danes nadaljeval. DNK krščanskega centra pa ga mogu priložiti, ker je prišla vmes posebna vdaja. A veste, ko prekinejo vdajo, ko imajo posebno obvestilo na televiziji. Ste kdaj to videli? Prekinemo vse vdaje, sirena se pržge, prihaja, potres, ta in ta, poplava, ne vem kaj. In jaz danes prekinem serijo in grem v Božjo besedo za tvojo situacijo za danes. Haleluja. Reci svojemu sosedu, to, kar si mislil, da je že umrl, bo spet uživel. Haleluja. Amen. Amen. Haleluja. Dajmo moliti. Haleluja. Hvala ti, Sveti Duh, ti vzem besedo danes. Haleluja. Ti govor, Gospod, ti si rekel, naj nič ne skrbimo, kaj bomo govorili, ko boš ti naša usta. Oče, jaz molim, da smo tvoj srce danes, da nam daš duha modrosti in razvedete, da lahko slišimo, kaj ti govoriš cerkvi. Kdor ima uho, naj sliši, haleluja. Kdor ima uho, naj posluša danes in naj sprejme in naj se aktivira, haleluja, v Božji viziji za svoje življenje. Haleluja. Amen. Amen. Haleluja. Janez 11. Bil pa je neki bolnik, Lazar iz Betanije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilila z dišavnim oljem in mu brisala noge s svojimi lasmi. Se pravi, ki je prišel Žiga pobrati offering, so vsi neki not gledali v tošlu, koliko si lahko prvošel, da še preživijo tisti teden. Marija je pa vseeno otvrgla. Haleluja. Kje imam kartico? Kar kartico pa pin kodo je vrgla v offering. Ker je rekla, vse dol poberte. Pa pejte še v minus eni, kolikor gre, pejte še v minus. Haleluja. To je bila ta ženska, haleluja. Vse je dala za Boga, haleluja. Noro, a ni noro, cerkev. In Žiga, sam to ni bil Žiga, v tej zgodbi, Juda, veste, kaj je Juda naredil? Pa kva je ta ženska znorela, Tle je dala največ, kar ima. Kva ni to meni prinesla, pa bi jaz to čuval v blagajni. Pa bi jaz to oplemenitil, pa kaj dobrega bi lahko kupil s tem. Mogoče bi se nove gume lahko kupil na avto, ali karkoli. Ampak kameli zobe zamenil, ne vem, karkoli že. Ampak razumete, da ni logično, kad ti Bog govori, pa se kar vsemu daš. Amen. A ste že to zgodili, da se te Bog dotaknil, pa sem kar vse dal. In pol Bogu služil, si je rekel, ne. Kva sem tošel v cerku prinesel. Ful sem bil preveč emocionalen. Ampak danes nam govoril o denarju, ker denar je ful majhna stvar. Denar, v bistvu, če si z denarjem zvest, je tako, kot da znaš abecedo. Kot da si se ABC naučil. Kejo se je rekel, kdo ni zvest v denarju, tudi velikih stvari mu ne morem zaupati. Če si pa v denarju zvesti, bom pa zaupal večje stvari. Amen? Se pravi, večje stvari, kot BMW, večje stvari, kot hiša, večje stvari, haleluja. Amen? Nekaj, kaj mrtvega hoče Bog uživeti, haleluja. Amen? Vizijo ti hoče dati. Kdo ve, da lahko se pehaš, kupaš avto, kupaš bajto, se zakreditiraš, pa si še bolj prazen, kakor prej, ko si v najeti garsonjeri živel, pa se z biciklom vozil okoli. Amen? In si vas prazen, misliš, pa kako nisem vesel. Prej sem bil pa full happy, ko nič nisem imel. Razumeš, da življenje ne izvira iz tvojega imetja, ampak izvira iz česa? Moje ljudstvo propada zaradi pomanjkanja vizije. Vizije, haleluja. Ti rabiš vizijo, namen za svoje življenje. Amen? Kva ti bo vas denar, če namena nimaš? Zakaj bi živel? Bog ti hoče danes dati namen. Amen? Jaz ti nam povedal, kaj je tvoj namen, ker ne vem. Jaz še za svojega ne vem. Kako on za tvojega vedel. Še svojega moram vsak dan odkrivati. Ampak Bog te bo premaknil naprej danes v tvojem namenu. Haleluja. Amen? V redu se je smajati v cerkvi. Haleluja. Tudi jokati je v redu. Sam ne smrčati. Lahko tudi spiš, sam smrčati ne. Haleluja. Do zdaj se mi to samo enkrat zgodilo, da je ena gospa zasmrčala med pridigo. In pa sem rekel, nekaj znam se, tvoja naloga je, da jo zbudiš, če smrči. Pusti, da spi. Sam če začne smrčati, je ščipan. Haleluja. Okay. Se pravi, to je ženska, ki je vse dala za Boga in zdaj Jezus si ne more pomagati. On jo ljubi. On jo ljubi, cerkev. Razumeš? Bog, vse, kar si mu dal, vse, kar si naredil, pa noben je opazil, Bog je opazil. Haleluja. Razumeš? Ko so vsi rekli, da si nor, v kakšno novo religijo si podal, Bog je to opazil. Amen? Bog je videl, da ti ni bilo simpel, pa si sprejel Jezusa. Amen? Haleluja. Eni so ga sprejeli na ulici. Eni so prišli v kakšno klet na bogoslužje. Eni pridejo v semle, ki je ful lep prostor. Ampak kjerkoli si, nima veze, veš, da si preganjen zaradi Jezusa, je tako?
Veš, da frendom ne bo všeč. Veš, da unika si ga prej z njimi žuril, pa v temi z njimi hodil. Reče, zgubili smo frenda, etko. In ti ni simpel, ker noben noče frende zgubiti. Etko, ker ljudje so največje bogatstvo, ki ga imamo v cerkvi. Največje bogatstvo Slovenije so ljudje, ki živijo v Sloveniji. Amen. Ne naša žita, pa pivo, pa vino, haleluja. Ok, gremo naprej. O, Jezus, pomagi nam, haleluja. Hvala ti, oče. Poglej zdaj to naprej. Njen brat Lazar je bil bolan. Sprav, ženska, ki je obrisala Jevsu noge, vse mu je dala in kva se zdaj dogaja, njen brat umira. Problem, amen, problem. Ampak razumeš, ko si ti nekaj investiral, ko ti ni bilo treba, razumeš, ko ti iz tedna v teden si zvest, pa prihajaš med Božje ljudstvo. Danes bi bilo ful dober film doma gledal, lobi pod električno odejo se grel, karkoli, pil kakav, z marshmallowi noter. A ne, ti tle sediš na ful trdnem stolu, ki je sicer nov in čist, ampak ni toliko udoben, kot tvoj stol doma. Razumeš? In Bog ti to šteje v dobro, haleluja. Eni ste mogli s kolesom prijeti. Meni je žal za vas. Ampak ne ti povem, avto te nov sreču. Haleluja, uživi na biciklu, haleluja. Ok, gremo naprej. Sestri sta tedaj poslali Jevsu sporočilo, glej, Gospod, tisti, ki ga imaš rad, je bolan. Amen. A ni to dobro, da nas ima Bog rad? Amen. A ni to dobro, da veliki učitelj Jezus niste rekli, ta Lazar, ki ga ti učiš, je bolan. Ali pa ta Lazar, ki ti sledi, pa te spoštuje, je bolan. A ni dober cerkev, da bi nas poznali, kot ljudi, ki bi ti rekel, Boris, ta tvoj sosed, ki ga imaš rad, je bolan. A ne bo dobro, da tako v tebi govorili na Vranskem? Boris je moj sosed, hvala Bogu, amen. Še ti pripel svojega soseda. Se ful vesel, Boris, ti moraš sem hoditi, ker če ne, jaz ne imel soseda v cerkvi. A razumeš? Kva če bi rekel, Luka, Blaž, ko ga imaš ti rad, ima neko težavo. Ne, da bi rekel, Blaž, ko mu ti ful težiš, ima zdaj problem. A razumeš? Ne Blaž, ko si mu ti 10 zapovedi razložil, ampak Blaž, ko ga ti ljubiš. Amen? A ne se to zve v nas cerkev. Razumete, to je naš master, naš Jezus. Naš, ko mu mi sledimo, je bil znam potem, da ima rad ljudi cerkev. Haleluja. Celo bil prijatelj grešnikov. Haleluja. Srpski pregovor pa prav, s kim si tako si, etko. Pa sem jaz največji grešnik, ki se z grešniki družim. Vidite, da to ne deluje, tega ni v Bibliji. Tega ni v Bibliji, ti se druži z grešniki, ki te rabijo, haleluja. Če ne, bi si samostan naredil, etko, sam si ga nomo, haleluja. Gospod, gled, tisti, ki ga imaš rad, je bolan. Ko je Jezus slišal to, je rekel, ta bolezen ni za smrt, ampak v Božjo slavo, da bo po njej poveličan Božji sin. In cerkev, Bog mi je govoril, da karkoli, na kjerkoli področju te hudič v kradu, kjerkoli si zbolel, kjerkoli pogledaš nazaj, a je kdo od vas gledal film, ki ima tip daljinca, pa si naprej rola življenja? Si gledal ono komedijo, ki ima Adam Sandler, ima fast forward, si daje življenje naprej. In karkoli, mu žena nekaj teži hitro na fast forward, in pa in vstal in je že vse kul, haleluja. In že vsi spijo in ima mir. In sem smislil, ful dober, in sam naprej si prevrtiš, kadar ti kdo utruja. Ampak pa sem razmišljal, jaz bi rajš imel, da si nazaj lahko zavrtim, ker nazaj si pa ni mogel. A je tako, doskrat si rečeš pa, jo, če bi lahko nazaj zarolil, pa tam drugače odreagiral, a je tako. Ampak ne ti povem, dober, da nimamo daljinca za nazaj. Dober, haleluja. Ful dober. Ker če ne bi, sami bi kontrolirali svoj life. A razumeš? Tako pa vse, kar si zamočil, vse, kar si narobe naredil, bo Bog pričevanje iz tega naredil. Amen. Ti rabaš napake. A štekaš, rabaš jih, haleluja. Ful me čuvam, gledate. Gledam, kje si bil? Se bil v samostanu? Ne, haleluja. Hvala Bogu, da si kaj narobe naredil. Veš zakaj? Ker Bog še niti enega popolnega človeka ni uporabil. Ampak on vedno vzame nepopolne ljudi. Ker Abraham, kaj je on vedel?
On je sam glumil, da ve, kaj dela. On sploh nima pojma, zato je to dolgo trajal cirku, če ne bi prej se vse zgodilo. Ampak je na svojo roko delal, ste opazili. Kar še eno žensko si tam pripelil, neki hotel in pol je celo islam iz tega. Razumete, sama štala, ampak hvala Bogu, da je to vse zbrisano. Sam, če se jaz zdaj spomnim. Ampak Bog pa vse na dobro obrne. Amen? Bog bo vse obrnil na dobro v tvojem življenju. Sam verjem mu. Amen? Zdaj, kjerkoli si, verjem, da bo on to na dobro obrnil. Amen? Verjem, da kjerkoli štalo si naredil, vede ali ne vede, sploh nima veze, kjerkoli nesreča se ti je zgodila, da bo zdaj Bog si čez to proslavil. Amen? A je on Bog, ki mu je to mogoče? A je on specialist v tem? Amen! Haleluja! Zakaj bi pol jamral? Haleluja! Zakaj bi si pol nazaj film vrtel? Haleluja! Amen? Nekaj nazaj vrtel. Ti rabaš une probleme, ki si jih imel. Hvala Bogu, haleluja. Lahko si vesel, da si šel čez njih. Amen? Pa da nisi zgoril. Amen? Da si preživel. Od vesel, da si živ danes. Haleluja. Amen? Največ, kar imaš, je tvoj life. Amen? In dejstvo, da tle sediš, govori, da si zmagal. Haleluja. Lahko si malo udarjen, imaš malo strgan pulover, malo se kakšna gniloba, ki je voha. Ampak Bog bo to vse očistil. Haleluja. On bo to vse na svojo slavo obrnil. Amen? To bo njemu parfum ratu. Razumeš? Haleluja. Ves tvoj karakter, ki še ni izbrušen, ga bo Bog naredil v čudovito brusilno orodje. Haleluja. Da se bo še kakšen drug brat zraven tebe zbrusil. Amen. Amen. Hvala ti, Jezus. Ok, gremo naprej. Je šel predaleč v te vode. Ni za smrt, ampak za Božjo slavo. Haleluja. Razumeš? To, kar ste izgodili, to je vse samo za to, da se bom jaz pokazal, da sem dober. Haleluja. Pokazal, Bog ni avtor bolezni, cirku. Bog ni avtor problemov. Bog nikoli te ne skuša. Jakovo pismo pravi, ne reče te Bog skuša, kadar si skušan, ker te tvoje lastne želje vlečejo v skušnjavo. Amen? Cirku, jaz vse, kar sem narobe naredil, je zaradi mojega mesa, ker jaz nisem poslušal Boga. Ne zato, ker mi je Bog polen vrgel, jaz sem bil pa ful svet, pa dober, pa pravičen. In potem je Bog rekel, dajmo mu nekaj pod noge vrč, da se v malo spotaknil, preveč mu gre dober. Ne, to ni moj Bog. Moj Bog me dvigne, ker jaz sam pod polena skačem. Razumeš? Me on dviguje, pa rešuje, pa slalom z mano voz, da nekako preživim na koncu. Razumeš? Ker je toliko dober. Ampak, haleluja, cerku, vse, kar ko ste je zgodili, bo Bog obrnil na dobro. Haleluja. Če mu le verjameš, haleluja. Samo verjeti pomoraš. Poglej naprej. Haleluja. Bog danes hoče, da mu verjamo, cerku. Danes, haleluja. Meni je vsem, kaj si verjel lanski let. Danes, zdaj mu moraš verjeti. Zdaj, haleluja. Ko vera ne deluje za nazaj, niti za naprej, ampak samo vera je, piše Hebrejcem 11:1, vera je trdno zagotovilo stvari, ki jih upamo. Amen. Vera je materializacija, substanca stvari, ki jih ne vidimo. Je v sedajniku, je zdaj. Zdaj lahko sprejmeš. Haleluja. Amen. Haleluja. Počasno bom prepričal, upam. Haleluja. In poglej zdaj naprej. Ta bolezen ni za smrt, ampak za Božjo slavo, da bo po njej poveličan Božji sin. Se pravi, Jezus se bo poveličil čez tebe, zato, ker si preživel, ker se nisi zagrenil, ker se nisi ustavil in še naprej ustrajaš. Amen. In vsi vejo, wow, kakšno ustrajnost. In boš rekel, fanti, to je zaradi Jezusa. Haleluja. Amen. In še bolj bo žarel. Kaj naj ti povem? Najbolj pomembno je, pravični piše, bojo bolj in bolj žareli. Svet je bolj in bolj v temi, ampak pravični bojo bolj in bolj žareli. In naj ti povem, mene bolj kakor to, v kakšno službo hodiš, zanima, a ti bolj žariš. Amen? To me bolj zanima, koliko imaš denarja na računu. Amen? Če komu telefon zvoni, ne ga kar dvigne. Sam ne se pogovarjati. Sam dvigam pa ja. Ne, moraš dvigati, če ti je zvonil. Da še kdo drug posluša evangelij. Jaz isto naredim, če poznam telefon, ga dvignem, ne še oni poslušajo. Nekaj te en poslovniš iz Bosne posluša naš bogoslužje. Ok, gremo naprej. Glej zdaj naprej, poglej 5. vrstico, poglej si našega gospodarja Jezusa, poglej, kakšen je naš šef. Amen, a imate dobre šefe v službah? Moj šef je Ashley, jaz sem vam ful fajn, kaj ful daleč. Ampak, a imaš dobrega šefa? Ne ti povem, kdo je tvoj duhovni šef? Jezus, amen? Poglej tvojega Jezusa, le svojega šefa, le kakšen je, haleluja. Jezus, 5. vrstica, pa je ljubil Marto, haleluja. A ni dobro? Najprej piše Jezus, prvi kontakt njegov z Lazarom piše, Jezus, ti
Človek, ki ga ti ljubiš, je bolan. Zdaj naprej, pisac Janez, evangelija, pravi, Jezus, ki je ljubil Marto. A ni zanimiv? Ni rekel Jezus, ki je bil mentor Marti. Jezus, ki je bil gospodar Marte. Jezus, ki ga je Marta cenila in spoštovala. Ne, spet piše Jezus, ki je ljubil Marto. Amen. Mi imamo slogan, ljubimo Boga, ljubimo ljudi. Ampak ne povem, to ni največ, kar obstaja. Veste, kaj je več od tega slogana? To sem razmišljal, ko sem to bral. Sam zdaj ne bomo spremenili slogana. Bog ljubi nas. Amen. On nas ljubi. Ne. To, da mi njega ljubimo, ok, ampak največja fora je to, da on nas ljubi. Amen. Jezus, ki je ljubil Gordano, je poslal ekipo na dom. Amen. To je evangelij. Jezus, ki ljubi Gordano. Ne Jezus, ki uči Gordano. Čeprav jo uči. Amen. Sveti duh nas uči. Amen. Jaz nič ne dajem stran, ampak hočem ti povedati, kaj je temelj za učenje. Temelj za rast v Bogu je Božja ljubezen. Haleluja. Amen. Če ne smo samo ena religija, cerkev, ki smo pobeljeni grobovi pol, ki svoj grob rihtamo, noč smo pa gniloba. Čim nimaš radosti, je nekaj narobe. Haleluja. Je proces, je disciplina, je ka švicaš, ko greš čez ogenj, ampak vsem mora biti radost v duhu. Amen. Moraš vedeti, ok, to je dobro, nekaj se dogaja, Bog je z mano. Amen. Moraš vedeti, Bog te ljubi. Haleluja. Ko Jezus pa je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja, zdaj že 3 osebe ljubil v enem citatu. A ti to kaj govori? Jezus je ljubil. Najprej Marto, zdaj Lazarja, haleluja, ta kamorkoli pride, ljubi ljudi. Amen. To je tvoj zgled. Kamorkoli prideš, s kjerokoli osebo se srečaš, se vprašaš, a ljubim to osebo. Preden ji boš začel pamet soliti. Amen. Preden ji boš pomagal, haleluja, se vprašal, jaz to ljubim osebo, ali sam za to pomagam, kam moram pomagati. Etko, je ful več nivojev cerkev služenja. Gremo naprej. Jezus pa je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Haleluja. A so ljudje, ki jih ti ljubiš? Haleluja. A imaš ljudi v svojem življenju, ki jih ljubiš? To mora biti vsak človek, ne ti povem. Haleluja. Jezus je ljubil koga? Svoje sovražnike. Amen. Amen. Haleluja. Kaj ti pomaga ljubiti samo ljudi, ki tebe ljubijo? Etko. Ampak ne moreš. Vse ne moreš. Vse ne moreš. Rabaš svetega duha. Etko. Rabaš, moraš se bolj, ko sprejemaš njegovo ljubezen, bolj teče čez tebe. Ok, gremo naprej. Recimo mu sedu, kar je bilo že mrtvo, bo spet uživelo. Haleluja. Tvoj namen bo spet, recimo mu sosedu, tvoj namen bo spet uživel. Tvoja vizija bo spet uživela. Samo upam, da pa šel do konca te pridige. Haleluja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še 2 dni v kraju, kjer je bil. Cerkev, Jezus je slišal, da človek, ga mora, je bolan in on ne zažene panike med učenci, pa reče, fantje, kdo ima najhitrejši avto? Fantje, kdo ima poln tank? Gremo hiter, nehajte delati, hiter moramo, Lazar umira, gremo hiter mol za njega. Etko, jaz sem tak. Če me kdo pokliče, jaz, ker sem slišal, da me je mama klicala, pa je okla, da je oče umira v bolnici, v polnoči, jaz sem takoj, sem kar čez pidžamo dal kavbojke, ne vem, kva sem rekel, ampak sem ful hiter, vozil sem ful prehiter. Hvala Bogu za milost, da nisem nobenega psa povozil na cesti ali karkoli. Ampak sem tja prišel ful paničen. Povej mi, a si kje videl, da Jezus teče v Sveto pismo? A si videl, da Jezus kje paničen? Jaz ga sploh ne vidim, da laufa. Človek sploh ne laufa. Me žena sam nekaj zajamra. Jaz tako, kva sem narobe naredil? Kaj moram laufati? Kva sem razbil zdaj? Jo, razumem. Jezus se ne vidiš tako, on je ful skuliran. Amen. Ljudje v njega ful panika. Jezus, človek, ti ga imaš rad. A boš prišel? Ja, kje si? Ja, kva je zdaj? On je pa ugasnil Facebook, ugasnil Skype, ugasnil telefon. 2 dni se ne javlja nikamor. 100 neodgovorjenih klicev. Njega ni, vsi ga zbrišajo iz svojega profila. Ma kakšna je to ljubezen, ko ga rabaš, ga pa ni. Kakšen solist, kakšen sebičnjak. Ni ga, 2 dni ga ni, cerkev. Amen, etko, da se nam to dogaja, cerkev. Ful rabaš Boga, njega pa ni. Etko, ste izgodili, da to. Jaz se spomnim, enkrat sem čez okno gledal, pa sem rekel, Bog, pa kva ti sploh veš, da jaz obstajam. Pozabil name, imaš toliko drugih problematikov na svetu. Čist pozabil, jaz ne moram brez tebe, lega. Vem, da si mi dal besedo po sebi, pa kdaj prijeti, haleluja, pomagaj mi, če si živ, haleluja. Ali kva je zdaj, ali si šel na Saturn? Razumem, a ne, da se ti včasih zdi, pa kje je zdaj Bog, haleluja?
Ful sem mu verjel, pa ga ni nikjer. Halleluja, zakva? A se vprašal, zakaj? Zakva ga ni cerkev? Je tako, doskrat ga ni cerkev. Tako, kot ti hočeš, da bi bil. On je itak skozi nami cerkev. Skozi. Sam ni njegova prisotnost vedno manifestirana v naših življenjih, halleluja. Včasih on je Hezekijo pustil malo na mer, da vidi, kako se bo človek obnašal, ker ni skozi manifestirana njegova prisotnost na njemu. Amen? Lahko je biti heroj, ker je njegova slava na tebi, je tako. Ampak bod heroj, ker si obkrožen z ljudmi, ki pluvajo čez tebe, ker nobene prisotnosti ne čutiš, ker ti gre vse za nič, je tako. Takrat, ko v bistvu jaz verjamem, da mi kristjani smo, bi mogli biti tako kot pomaranča, ki je pač oranžna, lepa, ne vem, pač karkoli. Ampak, ko jo stisneš, kaj iz tebe vam pride? A pride sok ven? A pride Jezus? Jaz mislim, ko nas stiskajo okoliščine in problemi cerkev, iz nas bi sam Jezus mogel vam prijeti. Sam Jezus bi mogel vam se cediti, halleluja. Ne pa jeza, grenkoba, preklinjanje. Jaz sem včasih preklinil, dokler se nisem spreobrnil. Jaz vem, da eni še zdaj preklinjate. Jaz to ne razumem. Pač. Sem mogoče dvakrat v 20 letih preklel karkoli. Ampak, veš, kaj sem naredil, da sem se rešil preklinjanja? Ker sem hotel prekleti, sem v jezikih začel moliti. Molil v jezikih, nekaj narediti, dvigam se ven, ker to sem ful odločilni trenutki, kako bo šel na naslednji nivo, kako bo Božja vizija delovala v tebi, da ko si pod pritiski, ko zgleda, kot da Boga ni znan, kako se takrat obnašaš, a si takrat zvest, a takrat ustrajaš z Bogom, amen? Razumeš? Bog te bo ful nagradil, ful, seme, če ko pade v zemljo, more kaj? More umreti, če ne umre, ne rodi sadu. Razumeš? Če ti skozi čakaš Boga, da boža tvoje meso, da te boža, ti hodiš v meso, on te more boža, to nikoli ne boš rastel. Cerkev, če bi jaz hotel imeti idealno življenje in bi hotel imeti ful denarja, da me več ne treba delati. In zdaj zakaj? Zato, da bom v kavču sedel, pa pomakal načo, čipse not, pa šaltu kanale, pa gledal, pa mi bojo ljudje stregali, moji otroci vsi v privatnih šolah, Carol tam neko studio s tema, jaz pa sam na kavču sedim, gledam televizijo, uživam in pa bo z mano. Ja, ful sem za nič počutil. Že po ena dnev bom imel poln kufr samega sebe, etko. Ker se ne moreš zadovoljiti, ne moreš samo se pogajati, ti moraš iti čez stvari, da se boš dobro počutil. Amen? Ti moraš ustrajati z Bogom, da lahko seme umre, da se rešiš stvari, ki so te zvezale, ki Boga ni zraven, ki čutiš, da ga ni zraven, je super priložnost za te. Ker je cel svet proti tebi, je super prilika za te, da se stisne pomaranča, pa Jezus začne iz tebe kaplati. Amen? In pol namesto, da bežiš iz zakona, iz službe, iz kjerkoli, bežiš raj svojega mesa. Amen? Raj rečeš, ne to umre v meni, ne umre to. In pol svoje sovražnike začneš blagoslavljati. To je pa najlepše, kar se ti lahko zgodi. In pol, zakaj? Zato, ker to vse Jezus dela čez tebe. Razumeš, to nisi ti. Ti si samo predal si se. Amen? In a ni bila lepa pesem, vse predajam. Meni je to hit mi je to, poletja, halleluja. Vse predajam, halleluja. Kar nekaj časa mi je že hit, vsaj 2 tedna, halleluja. Ampak mislite, da me nov resno Bog vzel, halleluja. Ko se bo stvari začeli dogajati, kam hotel pet kaj drugega. Šel to. Halleluja. Gremo naprej. Na to, ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še 2 dni v kraju, kjer je bil. Na to je rekel učencem, pojdimo spet v Judejo. Učenci so mu dali, učitelj, pravkar so te hoteli tam kamnati, pa gre spet tja. Jezus jim odgovori, ali nima dan 12 ur. Če kdo hodi po dnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta. Če pa kdo hodi okrog po noči, se spotakne, ker v njemu ni luči. To je tudi rekel in na to jim je dal. Naš prijatelj Lazar spi. Jezus ima dobro interpretacijo problema. Amen? Ne, ko si ful v krizi, ne govori, da je ful kriza. Tip je mrtev, Jezus pravi, fante, samo spi. Amen? Ne, samo spi. Ko ti kdo začne napihvati svoj problem, reči, easy, umer se, vse bo cool. Amen?
Ko sam začneš napihvati svoje probleme, umir se, haleluja. Umir se, ker nič ni hudega. Ti nisi nič posebenega, razumeš? Tvoj problem ni neki full special, okej? Ljudje so šli čez ful večje stvari, pa so preživeli. Amen? Škoda se vse dela s kristjani. Tako da midva se ima še preveč dobro. Amen? Preveč se ima fajn. Jaz sem skoraj 99,99% siguren, da me to pridigo noben ne bo probal tle z mitralezom pridati pa nas pobiti. Sem skoraj siguren. A ni to luksus, cerku? Jaz bom danes celo noč, bom montiral, ko sem pred bogoslužen, sem snemal band, še nekaj, doma sem imel TV, smo snemali vdajo. Jaz bom celo noč montiral in bom evangelij, bomo imeli na RTV-u, cerku, če to ni luksus, haleluja. Amen. In pol, kdorkoli bo to gledal, ne bo pomislil, kje ta človek živi, moramo mu bombo vršiti v avto. Ne bojo me začeli pluvati vsi, ki me vidijo na ulici, ampak nasprotno, kdorkoli me vidi prav, veš, da sem te videl na TV-u. Jaz jim pa začnem govoriti o Jezusu in so ful odprti. Cerkev, kakšen je to luksus, kje mi živimo. Amen? Ful nam gre dobro, cerkev, ful nam gre dobro. Tako da ne misli, da imaš ful velike probleme. Please, lej, živ si, imaš Jezusa. Danes, da si na tem mestu, je ful privilegij. A razumeš? Kakšen privilegij, da sploh Biblijo poznaš. A ni to noro, da imaš oseben odnos z Bogom? Ja, sad ti ne veš. Mene je moj tip pustil. Mene je punca zapustila. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Zakaj je to dolgo trajalo, ne vem. Hvala Bogu, zdaj si free. Zdaj spet Jezus lahko kaj naredi, pa ti ta pravo osebo pošlje. Amen. Sam lahko, da bo še 2 dni počakal. Amen. Ker 2 dni bo počakal, da še malo tebi razazne napačne želje umrejo. Amen. Da se še malo bolj na njega prilepaš. Da pol, kad ti pošlje osebo, ni on tvoj Bog. A je tako? Haleluja. Doskrat ti Bog ne bo tako odgovoril, zato ker noče, da si malikovalc. Da imaš raje stvari ka njega. A je tako? Amen. To je nevarnost prosperitete, cerku. Ker pol se začneš gnati za stvarmi, to je katastrofa, to je malikovanje. Ti se moraš vsak jutr gnati za Jezusom. Amen. In ko se za njim ženeš, boš vse ostalo imel. Haleluja. Če boš pa hotel vse ostalo imeti, boš pa malikovalci nič noš imel. In zato bo on počakal raje še 3 dni, haleluja, ko boš molil za novo službo. Pa kako? Ful sem molil, dobro, ne sedi. Ful sem molil, pa še zdaj se ni zgodilo. Hvala Bogu. Imaj saj cajt v miru, da se družiš z Jezusom. Amen. Saj nisi obseden ful stvarmi. Pa jaz nič nimam. Hvala Bogu. Uživi. Nimam elektrike. Hvala Bogu. Pržgi si svečo. Haleluja. Mogu v zapor. Hvala Bogu. Razumeš, Bog bo vse na dobro obrnil. Haleluja. Amen. Ne, recimo sedu, ne se sekirati. Bog ti bo dal svežo vizijo. Bog ti bo dal svež namen. Haleluja. Jožef je šel v zapor, cerku. Pa naslednji dan je pa že pred kraljem stal. Razumeš? Haleluja. A razumeš? Haleluja. Če bi Jožefov cilj bil samo kako prosperirati, pa čim prej pobegati iz zapora, ga ne bi Bog do kralja promoviral. Ampak on, kjerkoli je bil, rekel, to je center Božje volje. Tle bom razturil sceno za Jezusa. Amen. Tle bom sijal. Tle bom žarel. Tvoj klic je, da žariš za Jezusa, kjerkoli si. Amen. Ti si njegov ambasador, njegov luč. Naj nobene ugasne tvoje luči. Amen. Ni važno, kje si. Haleluja. Si v popolni Božji volji. Haleluja. Poglej zdaj naprej. Ful gre čas, gre ful prehiter. Jaz ne razumem zemlje. Ful prehit se vrti. Haleluja. Gremo naprej. Gremo naprej. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Naš prijatelj spi, ok? Reč, moj problem samo spi. V mojem življenju v bistvu nič ni umrl. Ampak je sam malo zaspal, ok? Malo je zaspal. Moje želje, moje ideje, ni mi ratelj, tole mi ratelj, to samo spi, ok? Sam malo je zaspal, ok? Amen, pust ga, naj spi, haleluja. Ko pride čas, ko bo Bog naredil pa, wow, haleluja. Pa se bo nekaj zgodilo, haleluja. Poglej zdaj naprej. Vendar grem, da ga zbudim. Učenci pa so mu rekli, Gospod, če spi, bo ozdravel. Jezus je govoril o njegovi smrti, oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju. Tedaj mi je Jezus povedal odkrito, dosti mu je bilo.
Lazar je umrl, fantje. Dosti teh igrc. Umrl je, ni ga več. Haleluja. On je morto di crepo. Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali. Haleluja. Amen. Za voljo vas. Haleluja. Se pravi, Jezus je bil happy, da ni bil tam zato, da je lahko človek umrl. A ni to noro. Haleluja. Zakaj? Ker je imel ful velik plan. Amen. Večji, kaj je tvoj problem, večja je Božja slava. Amen. Komor je mnogo odpuščeno, mnogo ljubi. Amen. Kjer se je ful greh pomnožil, se še bolj Božja milost pomnoži. Amen. Več, kot ti je bilo odpuščeno, več ljubiš. Amen. Amen. Zdaj, če si bil cel življenje good boy, pa nič se ni slabega zgodil, pač haleluja, hvala Bogu, ne zdaj grešiti. Amen. Bo dobro, itak boš imel ful problemov, ker živiš v temi. Ampak vseeno, razumeš, Jezus je bil vesel, da ga ni bilo tam, da bi takoj rešil njihove probleme. Cerkev, Jezus ni naš služabnik. Amen? On ni naša shopping lista. Ne prijeti pred njega. Razumeš, da je ful katastrofa, če prihajamo k Jezusu, ful imamo shopping listo, on je skozi nas čaka, potrpežljiv je, gleda nas, ok, bomo rešili to, ok, bomo zrihtali, ok. In pol ima ful stvari, da bi ti povedal, ampak tebi ni več. Ti si že strošil, ti si mu že vse povedal. In pol se ti že mudi, gledaš na uro, ne da se ti več z njim družiti, ker si mu itak že vse zdrdrov, kar te moti. To je narobe, cerkev. Jezus ni naš služabnik, da če imamo problem, mora tako tja prlaufati. On sploh laufu ne bo. Vem, bo, haleluja. On bo prišel easy. On bo easy prišel, ampak če mu verjameš, bo vse rešil, haleluja. In pol, več, ko se bo tam nabral problemov, več problemov bo mogel rešiti. Slava Bogu. Amen? Bod vesel, da imaš ta zgejusa. A ni to dobro? Da naš šef ni v paniki. Amen? Dosti ljudi misli, da je Bog ful paničen. Vse, karkoli narobe narediš, se že drži za glavo. Pa ne, pa stokrat sem mu rekel, ne to delati, ne te hod, pa kako je lahko spet grešil. Jaz sem še celo enkrat rekel, Bog, če še kdaj to stvari, me je lahko v peku pošlaš. Hvala Bogu, da me ni poslal. Bog je ful bolj potrpežljiv kot mi. Amen? On ni v paniki. Svojim problemom ga nisi v paniku spravil. Bog ima vedno rešitev zate. Amen? Vedno. Ti samo en korak narediš proti njemu, onih 10 proti tebi. Haleluja. Razumeš? Ti priješ, s čimarkoli si prišel, pa jamraš vam prav, ma ni problema. Haleluja. Ne skrb. Haleluja. Gremo naprej. Zaradi vas pa se veselim, da nisi bil tam, da boste verovali. A pojdemo k njemu. Tomaž, ki se je imenoval dvojček, je rekel součencem. Poznate Tomaža, neverni Tomaž, poznamo to zgodbo, ne? Jezus pride, vstane od mrtvih, Tomaž ne verjame, da je to on, prav, ma to je prikazan. In pol, kaj je dobra stvar naredi Tomaž, prav, a se telo dotaknem? In jaz prdej. In ko ga je Tomaž prijel, je verjel. Amen? Tako da Tomaž je faca cerkev. Je faca. Ni to brez veze, kot ga imamo v raznih vicih. Haleluja. Ampak poglej si še eno njegovo dobro karakteristiko, ki je nam podobna. Prav, Tomaž prav, pojdimo še mi, da umremo z njim. Amen? Nič ne šteka. Ne šteka. Jezus je glih, kar jim je rekel, da bo nekaj zdaj naredil, da se ful veseli, da gremo v akcijo, zdaj bo akcija in Tomaž takoj polije to, pogasi ta ogenj. Prav, gremo še mi umreti. Nobene vere, ampak je pripravljen dati življenje za Jezusa. Dobra karakteristika. Amen? Amen. Dosti ljudi ne verjame v zdravljenje. Dosti ljudi ima ful probleme, ampak vsem bojo šli pa umrli za Jezusa. Hvala Bogu. Amen? Hvala Bogu, če si tak človek, da si vsaj pripravljen umreti za Jezusa. Imam dobro novico, niti treba. Okay? Niti treba, haleluja. On je že umrl zate. Amen? Niti treba nositi svojih grehov, niti treba nositi svojih bolezni, niti treba biti preklet. Amen? Lahko se dvigneš ven iz te štale. Amen? Lahko začneš verjeti Bogu. Lahko povabiš Jezusa v vsako situacijo. A verjamete, da Sveti Duh živi v vas? A so stvari, ki jih delaš brez njega? A so stvari, ki v svoji moči delaš? Jaz dostikrat se po glavu danem, Bog, pa kaj jaz delam? Se ja ti živiš v meni. Amen? Razumeš, ko ti Bog nekaj reče, da ne naredi. Ampak njega povabi, da skupaj to delate, kot je rekel. Amen? Dajmo si hitro to pogledati, haleluja, ful cajt teče, neusmiljeno. 17. vrstica, ko je torej Jezus prišel, je odkril, da je Lazar že 4 dni v grobu. Betanija pa je blizu Jeruzalema, približno 15 stadijev od njega. Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi jo tolažili zaradi njunega brata. 20.
Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti. Marija pa je sedela doma. Marta je teda rekla Jezusu, Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl, a zdaj vem, da ti bo Bog dal, karkoli ga zaprosiš. Tako, veliko ljudi pravi, če bi res Bog bil, se to ne bi zgodilo. Tako, klasična izjava, klasičen stavek, Jezus, če bi ti bil tle, se to ne bi zgodilo. Cerkev, to ni res. Jezus je vedno tle, vedno je z nami, ampak vse se slabe stvari dogajajo, ker se redko kdaj zgodi popolna Božja volja. Popolna Božja volja se zgodi samo tam, kjer so ljudje poslušni Bogu. Okay? Jezus je suveren vsem, ampak ni suveren nad vsakim dogodkom, ki se zgodi na zemlji. Veliko stvari dela hudič, ko mu ljudje dovolijo in odpirajo vrata. Amen? Zato ne kriviti Boga, zato kar hudič dela. Amen? Ne to delati. Bog je samo dober. A lahko rečeš, Bog je samo dober. In hudič je samo slab hudič. Karkoli se mi je slabega zgodilo, ni naredil Bog. Ni naredil Bog. On je avtor tega, haleluja. Ampak to je klasika. Če bi ti bil tle, to se ne bi dogajalo. In zdaj naprej. Jezus je rekel, tvoj brat bo ostal. Amen, to je Božja beseda. Poglej pozorno, ko si v problemih, Bog ti more govoriti. Ko ti Bog nekaj govori, se prim tega, k pijavka, razumeš? Drse, ne spustiti. K pes, kost, dršjo. Drse. Karkoli ti gre narobe, vedno se vprašaj, kaj mi je Bog govoril, kaj sem bral v Božji besedi, kaj je Pridigar govoril, kaj je meni Bog govoril, kaj sem bral. A razumeš? Najti Božjo besedo v svojo situacijo in drž se, haleluja. Zapomni si, Jezus je rekel, tvoj brat bo ostal. In zdaj seveda ona vklop človeški in prav vem, da bo ostal poslednji dan. Prav zdaj vklopla teologijo, pozabna teologijo. A veš, da dosti teologov sploh Jezusa ne pozna. Vsa teologija, vso znanje, nič od tega ti ne pomaga. Nekaj ti lahko pomaga, ampak ne brez osebnega odnosa z Bogom. Ti rabiš oseben kontakt, vsak dan, živ odnos, živo vero. Danes je važno, kaj verjameš. Ne kaj si včeraj verjel, ni važno, kaj vse imaš v glavi, koliko imaš teologijo, kolikokrat si Biblijo prebral. A ni ful žalostno, kako mu daš Biblijo, pa rečeš, daj beri Božjo besedo, pa prav vse sem jo že prebral. Jaz ga tako vprašam, a jedel si že prejšnji teden, a si spet jedel ta teden? Nehi jest človek, si že jedel, haleluja. Ok, gremo naprej. Jezus je rekel, jaz sem ustajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel tudi, če umre. A ni to dobra novica? Največ, kar se ti lahko v življenju zgodi, mislim, najslabše je, da umreš. A je tako? To je konc. Pol je game over. Razen, če Jezus se ne vmeša, seveda. Ampak ni game over, če si kristjan. Amen? Ko bo živel, zato ko v Jezusa verjameš, ti boš samo to umazano lupino, ki jo mora skozi čistiti, lakirati, strižiti, ne vem kva. Jo boš samo spustil in bo šel v en telo, ki je star približno 25 let, haleluja, ki nima nobenih problemov, ki ima prenovljen ki nima nobenih težav, haleluja, ki gre lahko čez steno in lahko ribe je. Razumeš? To vse je Jezus delal s svojim telesom in isti telo boš ti dobil, ko boš šel z njim. Amen? Tako da kva se ti lahko zgodi, če verjameš v Jezusa? Bod vesel, amen? Kva te čaka? A najhujš, kaj ti bo? A ubil te bojo? Hvala Bogu. Boš saj dobil nov telo. Bod vesel, haleluja, boš promoviran, haleluja. In zdaj, on prav, jaz sem življenje in ustajenje. Kdor vame veruje, bo živel tudi, če umre. In vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Jaz sploh umrl več ne bom. A razumeš? Jaz bom samo, karkoli se mi zgodi, pač, telo umre, jaz bom samo ta gojzar dal ven iz tega telesa in bom stopil v nov telo, haleluja. Samo, wow, grem na Bož, haleluja. Rekel, wow, kdo je turbino pržgal, haleluja. Končno letim, haleluja. Si kdaj sanjal, da letiš, to je ful dober feeling. Ampak ne s tem telesom, haleluja, ne to probat, haleluja. Ok, gremo naprej. Wow. A lahko grem še do konca, 5 minut. 2 minuti. 2 božji minuti, 2 nebeški minuti. Ne. 3 zemeljske. Odgovorila mu je, da Gospod, trdno verjamem, da si Mesija, Božji sin, ki prihaja na svet. In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro, skrivaj je dejala, učitelj je tukaj in te kliče. Ko je ta to slišala, je hitro ostala in mu šla naproti. Jezus še ni prišel v vas, še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marija. Judje, ki so bili pri njej v hiši, so jo tolažili, so videli, da je Marija hitro ostala in odšla ven. Stopili so za njo, ker so mislili, da je šla k grobu, da bi tam jokala. Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus. Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in rekla, Gospod, ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl. Znana fraza, neresnična, haleluja.
Ko je Jezus videl, da joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo, je bil v duhu pretresen in se je vznemiril. Haleluja. A ni to dobro, da se naš Gospodar lahko vznemiri in da je pretresen? Amen. Amen. On piše, da je ganjen z vsem, čez karkoli greš ti. On se čustvuje s tabo. Amen. Ker noben drug ne šteka, kaj se ti dogaja. Bog ve, kaj se ti dogaja. Bog siguren v to. Če ti jokaš, on s tabo joka. Amen. Poglejmo se to naprej. In se je vznemiril in dejal, kam ste ga položili? Rekli so mu, Gospod, pridi in poglej. Jezus se je zjokal. Hvala Bogu, da Bog joka s tabo. Amen. On ni na drugem planetu, kad ti jokaš. Haleluja. On joka skupaj s tabo. Haleluja. Karkoli te kdo prizdel, on je bil tam. Haleluja. In to je dobra novica, cerkev, ki mu lahko to predaš. Ti greš lahko nazaj. Jezus je isti včeraj, danes in na veke. Ti greš lahko nazaj v preteklost, v duhu. In vse, kar ste slabega zgodili, kjerkoli imaš zamere, to samo Jezusa predaš. Pokličeš Jezusa v to situacijo in si vzdravljen. Amen. Amen, nared to, haleluja. Zato, da te preteklost ne veže, da ne moš naprej, haleluja. Se je zjokal, Judje so tedaj govorili, glejte, kako ga je imel rad. Nekateri izmed njih pa so dali, ni mogel on, ki je slepim odprl oči, tudi storiti, da ta ne bi umrl. In ljudje okoli tebe se vedno delali norca iz tebe. Vedno bo rekel, ja, če bi Bog bil s tabo, zakaj pa to trpiš? Etko. Kako to, da tvoj sosed, ki je ful gnosobov človeka, skos napreduje, polne denarja, ti pa kumi nekaj že vrtaruš. Haleluja, ne te to ne skrbi, amen, pust to, haleluja, ne se s tem ukvarjati. Reč, hvala Bogu, da ima, ampak haleluja, jaz sem nekaj več, amen. Jaz še nisem končal. Bog ima še plan za me, amen. Bog mi bo vse 7-krat povrnil, kar sem zgubil, amen. Poglej zdaj naprej. Jezus je bil v sebi spet pretresen in šel v grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil prisoten kamen. Jezus je rekel, odstranite kamen, haleluja, amen. Jaz govorim, ne bo odstranjen kamen z vsega tvojega groba. Amen? Ne bo odstranjen vse, kar si zablokiral. Haleluja. Vse, kamorkoli se ne upaš več verjeti, naj se kamen danes odstrani. Ali lahko rečeš, ne gre kamen stran z mojega groba. Amen. Ne gre stran, haleluja. Ne gre stran v duhu, haleluja. Karkoli si zablokiral, s to, ki se bal, ki si bil razočaran, ne več zaupal ljudem, ne več zaupal Bogu. Raje bom živel eno pasivno, mlačno življenje. Ne to reči, ki te bo Bog splunil z ust, ampak vseeno te mrati. Ne gre kamen stran. Amen? Ne gre kamen stran. Reč, ne gre kamen stran. Jezus je rekel, odstranite kamen. Marta, sestra, umrlega mu je dejala, Gospod, že ima zadah, saj je 4. dan mrtev. Ja, ni to ista Marta, ki je prvi rekel, da verjame. Haleluja. Jezus je rekel, Marta, jaz sem ostajenje v življenje. In zdaj, ko je pa frka, ko je pa problem, ko je pa najbolj napeta situacija v filmu, ko on prav kamen odstranite, ko bi ona mogla začeti upiti, haleluja, Lazar bo vstal. Ona začne, človek, a ne vohaš ti tega, a ne vidiš, da smrdi, a ne vidiš, koliko sem šla že predaleč, a ne vidiš, da je vse skupaj brez veze, a ne vidiš, da sem že 100 prošenj poslala, pa še zdaj mi niso odgovorili, a ne vidiš, da sem že ful prestar, da me že vse boli. Kako bomo zdaj imeli otroke? A karkoli. Razumeš? Ne smrdi. Kva pol? Kva pol, če smrdi? Kva pol, če si malo umazan? Haleluja. Razumeš? Ne biti sterilen kristjan. Če nič okoli tebe ne smrdi, se nič ne dogaja. Očitno. Si v vato zavit. Razumeš? Ne se kamen, lahko rečeš, ne se kamen odstran. Ne smrdi vam z groba, reč. Ne problemi vam smrdijo, haleluja. Ne grejo ven od mene, haleluja. Kako bo šlo stran, cerkev? Amen. In zdaj poglej, kva prav. Gospod že ima zadah, 4. dan, mrtev. In jaz rekel, ti mar nisem rekel, kaj ti Jezus prav, ko začneš jamrati. Ti začneš jamrati, Bog ne da se, ne morem, ne znam. Pa vam prav, kaj sem ti rekel? Kaj je prav Božja beseda? Kako poslušaš? Kako bereš? A je tako? Kaj ti Sveti Duh govori? Haleluja. Amen, to razmisel. Vedno, ko si v frki, kaj Bog govori? Kaj je prav Božja beseda? Ne kaj je prav tvoja mama, kaj je prav tvoj sosed. Niti ne kaj je tvoj pastor prav. Pa kaj je Božja beseda prav. Amen? In pa se tega drž. Razumeš, če se boš tega držal, haleluja, bo vse uživel, haleluja. Ena beseda, cel svet kreira, haleluja. Poglej naprej. Ti mar nisem rekel, da boš videla Božjo slavo, če boš verovala, haleluja. Sam verjem, haleluja. Amen. Samo verjem. A kako? Daj mi 3 korake. Daj povej, kva moram najprej odstraniti. Najprej se moram spucati, pa se bom šel tuširati. Ne, samo verjem. A to simpel? Ja, sam verjem Jezusu.
Kako se vidi, da verjameš? Je da to, kar si prej govorila, zdaj verjem, haleluja. Ne zdaj jamrati. Amen. Zdaj verjem, da bo ostal od mrtvih. Amen. Samo verjem. In kaj se je zgodilo? Odstranili so torej kamen. Jezus pa je vzdignil oči in rekel, oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Jaz sem vedel, da me vse uslišiš, to, da zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, če si me ti poslal. In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom, Lazar, pridi ven! Amen. Ti moraš zaupiti na svoj problem. Amen. Prerokuj v svoj problem. Reč mu, stran od mene, hudič. Pober se od mene, haleluja. Dosti si že smrdel v mojem življenju. Amen. Ko vidiš neke umazane stvari, zaupi na njih, naj se poberejo, haleluja. Amen. Ti moraš prerokovati v svoje življenje, haleluja. Z močnim glasom, haleluja. Razumeš, haleluja. Je neka moč v tem, haleluja. Ko se Sveti Duh v tebi dviguje, ne ga dol tlačati. Jaz, ko sem še živel v stanovanju, ko nisem imel svoje hiše, ko nisem bil toliko blagoslovljen z družino, ko je vse, če se deram, ali ne, istak so navajeni, da pač sem človek v duhu, haleluja. Sem v polštar se drl. V polštar sem se drl. Sem bil mlačen, se zdrl ogenj, ko prej sem se v polštar drl, sem upil ogenj, so gasilci prišli ulico zapretam. In pol resnična zgodba. In pol sem naučil pač. Ok, še vedno bom pil, pa si bom dal dušilc na zrak in sem v polštaru pil, haleluja. Je zaklical z močnim glasom. Lazar, bi lahko prišel ven, prosim, lepo. Noče te užaliti, pa kaj veš, zdaj si pa že 4 dni, pa ful smrdiš tako. Zdaj ti tudi deodorans več ne pomagal, lepo te prosim, no. Ne, Lazar, prid ven! Haleluja! Lazar, prid ven! A lahko rečeš? Lazar, prid ven! Haleluja! Prid ven! Ven iz groba! Haleluja! Ven! Reč, vizija, prid ven! Božja usoda, prid ven! Božja obljuba, prid ven! Vse, kar je že umrl, ne pride ven! Kamen je odvaljen! Esta stonios de rolling aways. Za Špance prevajam. In umrli je prišel ven. Tip je ven prišel v cerkev. Haleluja. Noge in roke je imel povezane s pojoj, njegov obraz je bil vid s prtom. Jezus je mi rekel, razvežite ga in pustite naj gre. Haleluja. Amen. Dajmo ostati skupaj. Kev. Dajmo skupaj ostati. Haleluja. Reč, Bog, razveš me. Haleluja. Razveš me. Naj grem v Božjo usodo, haleluja. Naj grem v Božjo vizijo, haleluja. Naj neham životariti. Bog, razveš me, Sveti Duh. Razveš me, da bom živel. Haleluja. Haleluja, Oče, izpolni nas Svetim Duhom. Izpolni nas, Oče, kjerkoli smo odvisni od svojega mesa, použi to, haleluja. Oče, naredi iz nas to, kar sam ti lahko narediš. Naredi vse, kar človek ne more narediti, haleluja. Oče, vod nas kot ljudstvo, vod nas kot cerkev, haleluja. Vod nas v obljubljeno deželo, haleluja. Vod nas, da osvajamo teritorij za Boga. Vod nas, da živimo v viziji, v namenu, haleluja. Oče, vod nas v ponedeljek, v torek, v sredo, haleluja. Vod nas vsak dan, Oče, da ne umiramo, da ne hlapčujemo stvarem tega sveta. Oče, ampak da živimo, da če dalje bolj sijemo, da če dalje bolj žarimo, haleluja. Oče, mi verjamemo, da si prišel obuditi stvari v nas, haleluja. Oče, to je tvoja beseda. To, kar je bilo že mrtvo, obujaš, haleluja. Obujaš in vračaš. Jaz zapovedujem v imenu Jezusa. Vse, karkoli ti je hudič ukradel, jaz zahtevam 7-krat nazaj. 7-krat nazaj. 7-krat nazaj zahtevam v imenu Jezusa. Vse, karkoli ti je hudič ukradel, haleluja. Molim, Oče, molim, da vse obrneš okoli, haleluja. Haleluja, mi ti verjamemo, da si ti ustajene in življenje, haleluja. Hvala ti, Oče, da nam nič več ne bo nemogoče. Hvala, da vsako našo zmedo narediš v pričevanje, haleluja. Hvala ti, Oče, da delaš to, kar mi ne moremo, haleluja. Mi ti vse predajamo.